EU akcija za pametne vasi je priložnost za Slovenijo, ki lahko postane vodilna v razvoju novih tehnologij na področju razvoja podeželja. Je na posvetu v Metliki na temo pametne vasi v Beli krajini, nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja dejal evropski poslanec Franc Bogovič. Evropski parlament je prav na njegov in predlog madžarskega kolega Tiborja Šanja potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona evrov, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Omizje je tako osvetlilo izzive, s katerimi se soočajo v Beli krajini, predvsem na področju kmetijstva, zadružništva, infrastrukture in širokopasovnih povezav, kot tudi priložnosti, ki jih regiji prinaša aktualni razvoj digitalizacije. Evropski poslanec Franc Bogovič je tako predstavil ključne izzive za evropsko in slovensko podeželje v prihodnjih desetletjih. Med prvimi je izpostavil demografski izziv, saj trendi kažejo staranje podeželske populacije in izseljevanje v urbana okolja. V kmetijstvu, to je podatek za celotno Evropo, samo 6% tistih, ki so mlajši od 35 in 55% starejših od 55 let. Zato je nujno, da na podeželju vzpostavimo takšne pogoje, ki bodo pritegnili mlade, da ostanejo na kmetijah, je še dodal Bogovič. Jurij Janžekovič, inženir strojništva in mladi kmet, je izpostavil, da si danes dela na kmetiji ni moč predstavljati brez uvajanja novih pristopov in tehnologij. Vse stroje, ki zdaj kupujemo, ki so bili kupljeni, so več računalniško podprti, so usmerjeni v neko varovanje okolja, tako da bo prihajalo minimalne obdelave tal. Ter minimalne porabe stroškov. Zato vidim prihodnost v preciznem kmetijstvu, še dodaja. Če ne bo kmetijstvo rentabilno in če se ne bo splačalo, bomo puščali kmetijstvo. To je dejstvo, ne. Eden od pomembnejših izzivov pri razvoju podeželja je po Bogovičevih besedah socialni. Ni dovolj delovnih mest in premalo je priložnosti za zaslužek. Kar se tiče kmetijstva, je značilno, da je drastičen padec števila ljudi, ki se ukvarja s kmetijstvom. Tu je tudi logična posledica po eni strani večje učinkovitosti. Ne vem, če veliko nas je, ki od blizu tudi kaj kmetujemo, delamo, vemo, da se je ta mehanizacija spremenila in da je posledično to en razlog. Drug razlog je, da je enostavno celo vrsta ljudi zaradi obsega kmetij ugotovil, da je prihodek premajhen, zato se je zaposluje v drugih panogah. Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine in propada kmetij, so vprašanja, na katere je treba poiskati ustrezne odgovore. Zato je tudi v kmetijski politiki za naslednjo finančno perspektivo zelo veliko poudarka, kaj narediti, da bomo število kmetij obdržali, da bo tudi družinska kmetija prišla nazaj, kako tudi mogoče z večjimi subvencijami na začetku do nekega, pa potem tudi z omejitvami to zmanjšati. Sploh je pa velik problem, ker se v Romuniji, Bolgariji, Slovaškem pojavljajo zdaj 1000 hektarske kmetije vlasti zopet ali Rusov, ali Kitajcev, ali Arabcev in se stvari čisto na drugo smer vodijo. Tako je nek nov izziv. Slovenija je članica Evropske unije, zato nikakor ne moremo mimo vprašanja, v katero smer se bo razvijalo slovensko oziroma evropsko podeželje v prihodnjih desetletjih. To, kar imamo v Sloveniji, je ena izmed najboljših poselitev, kar se tiče razmerja urbano in pa podeželje. Hvala Bogu smo, po zaslugi, Kavčičeve modre politike v 70-ih letih, ki je gradil na policentričnem razvoju Slovenije, da je Metlika ali pa Krško tudi, pa Črnomelj nek center, kjer se neka industrija sožitju z okoljem odvija, pa tudi prejšnje finančne perspektive, kjer je bilo precej denarja tudi za okolje, takšna lokalna več kot v tej, ampak tudi s pomočjo evropskih sredstev je to cilj. Kako ohraniti atraktivno to življenje za mlade, hkrati pa tudi kakovost za življenje za starejše, priložnosti za zaslužek delo gospodarstvo, z razvitim in v okolju prijaznim kmetijstvom, mladi prevzemniki, spodbuda, tudi zadnja sprememba, ki smo jo z novim letom sprejeli v Evropskem parlamentu, gre v to smer, da bo mladi prevzemnik lahko bil zagotovo 5 let več financiran, da bo tudi tisti dodatek na subvencije lahko dvignil se iz sedanjih 25 tudi do 50%. In pa sobivanje z urbanimi okolji,
tako zopet malo bolj kruto rečeno sobivanje z davkoplačevalci, kajti ti pritiskajo na ta evropski denar, ki se tudi tu noter porablja skozi te evropska sredstva. Direktor Kmetijske zadruge Metlika se je strinjal, da digitalizacija in robotizacija kmetu in zadrugam omogočata hitrejšo prilagoditev na trgu v boju z velikimi sistemi, kar pa po njegovem prepričanju ni dobro. Velik problem, ki ga vidim v slovenskem prostoru, je v bistvu to drobljenje. V svetu, ko pravi doktor Kuhar, tekmujejo verige, pri nas pa je od osamosvojitve dalje se ves čas drobilo. Vedno je poudarek na prodaji na domu, sicer to je zame dobrodošel dodaten ukrep. Menim pa, da v globalnem svetu moramo najti načine uspešne povezave, saj drugače v bistvu ne bomo mogli biti konkurenčni v bistvu našim konkurentom, ki prihajajo iz drugih dežel. Opozoril je na pomen zadružništva, ki se je pojavilo konec 19. stoletja kot odgovor na rast moči trgovcev. Po Cajnerjevem mnenju so zadruge pri nas po osamosvojitvi bile zanemarjene. Pa še bi izpostavil eno stvar, v Avstriji je kmet tretji najbolj ugleden poklic. Tam se zelo dobro zavedajo v bistvu pomena kmeta, ne samo zaradi prehranske varnosti, ampak tudi zaradi v bistvu ohranjanja tako imenovane kulturne krajine, ki brez kmeta ne more biti kulturna. Potem nam nobene tehnologije, ki dosti ne pomagajo in ne nazadnje brez kulturne krajine tudi ni razvoja turizma. Žal se pri nas v zadnjem času dogaja ravno nasprotno. Mi smo veliko truda vlagali v to, da se bi ta odnos do kmeta spremenil. Namreč zavzemali smo se za edukacijo že od otroškega vrtca in osnovne šole dalje, da bi mlade, se pravi tako dijake, pa tudi v vrtcu v bistvu otroke učili, kako pomemben je kmet v bistvu za samo, se pravi za zdravo hrano in ne nazadnje tudi za pravilen odnos do okolja. Po njegovem bi država morala zopet vlagati v zadružništvo, sicer pa Kmetijska zadruga Metlika že veliko vlaga v tehnologijo za nadzor poslovnih procesov. Vse premalo se tudi zavedamo vloge, ki jo ima kmetijstvo v družbi in s tem pozicije kmeta kot skrbnika in pridelovalca življenjskih dobrin. Hrana je strateška dobrina in kot je bilo že povedano danes, vse bolj bo strateška dobrina, namreč nobena tehnologija nam ne pomaga, če smo lačni. Vsekakor pa je v prihodnje do kmeta nujno treba prenesti novo znanje na način, da ga bo lahko uporabljal v praksi, je še dodal Cajner. Pri tem je vloga izobraževalnih ustanov izrednega pomena, je prepričan direktor Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma. Opozoril pa je, da kljub tehnološkemu razvoju podeželja, ki prinaša napredek na kmetijah, kar je v sedanjem času seveda nujno, ne smemo pozabiti na tradicijo, ki naj jo slovenski kmet ohranja tudi v prihodnje. Ni samo inteligentna ali pa pametna inteligenca ali pa te nove stvari, robotizacija pa računalniki, tisto, kar nas bo živelo. Zelo veliko je vredno tudi, če zna gospodinja potico narediti, dobro skuhati, dobro obdelati njivo, da bomo dobili zdravo hrano, da ne bomo jedli sam tabletov. To so tudi stvari, ki bodo v bodočnosti morale biti tudi na enem prvih mest. Metliški župan je navzočen zagotovil, da je razvoj širokopasovnega omrežja za občino eden ključnih projektov. Izvedli ga bodo v 3 korakih. Prvi korak, ste verjetno že vsi vedeli, se izvaja zdaj pospešeno že praktično pol leta. Ta korak je, da ponudniki telekomunikacijskih storitev pokrijejo vsa tista območja, kjer imajo oni svoj poslovni interes. In to se v tem trenutku dogaja, pokrit je tisti del Dobravice, Krivoglavice, praktično celotna trasa od Metlike proti Novem mestu oziroma do Jugorja. Naslednji korak bo potem projekt Rune. V tem projektu, ki se bo začel spomladi leta 2018, bo pokritih nadaljnjih 1600 gospodinjstev v naši občini. Tudi ta projekt je podprt strani Evropske unije. In pa tisti preostanek, tako imenovane bele lise oziroma gradnja omrežja na območju belih lis, bo pa potem
zadnji korak in ta korak bo pokril še preostalih, mislim, da 89 gospodinstv pri nas, ki niso pokrite ne v poslovnih potrebah ponudnikov, ne v tem rune programu. To se naj bi po zdajšnjih zagotovilih zgodilo v naslednjih 2 do 3 letih. To bo tisti prvi korak, to bo hrbtenica, omrežje bo pripeljano do nas. Skupna ugotovitev vseh sodelujočih je bila, da neustrezna prometna infrastruktura in slaba pokritost s širokopasovnim omrežjem Beli krajini onemogočata hitrejši razvoj. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je postregel s podatkom, da glede na strategijo razvoja prometa v Sloveniji država do leta 2030 nima namena vložiti niti evra v posodobitev železniške proge med Metliko in Grosupljem. O stanju cest v Beli krajini pa: Ceste so v zelo slabem stanju, tudi te ceste so ceste visokega tveganja, se pravi regionalne ceste niso na takem nivoju, da bi se lahko kvalitetno po njih vozili in da bi tudi zaradi tega dejansko mladi ostajali tukaj v regiji. Se pravi, da imamo še veliko za narediti. Luka Lovšin iz turističnega podjetja GTM, Hotel Bela krajina in kamp Podzemelj, vidi digitalizacijo kot pomoč pri razvoju turizma, saj je Bela krajina, kot se je slikovito izrazil, pravljična dežela. Simon Kozina, ustanovitelj računalniškega IT podjetja Simplify, pa proces digitalizacije v Beli krajini vidi kot priložnost, ki bo omogočila povezovanje kmetijskih in lokalnih gospodarstev. Udeleženci okrogli mize so v razpravi govorili o številnih aktualnih temah. Med drugim so izpostavili, da je država zaščitila podeželje, a s tem otežila življenje na podeželju. Kmetje morajo spremeniti miselnost glede delovanja v prihodnje, je tako prepričan Bogovič. Bodo kmetje morali definitivno se tudi bolj znati povezati med sabo in pa narediti. Lažje to reči kot izvesti, vendar pa mislim, da brez tega enostavno ne bo šlo. Udeleženci posveta so še opozorili, da zakonodaja ne sledi tehnološkemu razvoju, govorili o težavi umeščanja velikih kmetij na podeželju ter izpostavili, da je pri nas poklic kmeta v primerjavi z drugimi državami podcenjen.